Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na tej tiskovni konferenci ob obisku predsednika vlade. Danes mi je seveda še v posebno zadovoljstvo, veselje in čast, da je predsednik vlade prišel na Ministrstvo za obrambo pregledati stanje sistema, tako obrambnega sistema, kot tudi sistema za zaščito in reševanje in drugih podsistemov našega ministrstva. Časi, v katerih se nahajamo, zahtevajo od nas odločitve, zahtevajo drugačno razmišljanje in zagotovo je danes po malo manj kot letu dni, odkar je vlada začela z delom, že kar pravi čas za pregled doseženega in seveda pregled tudi kako naprej. In predsednik vlade je bil seznanjen s situacijo, ugledal si je stanje sistema in zagotovo je bilo pomembno tudi to, da je spregovoril tudi s poveljniki kontingentov na misijah. Kajti Slovenija je na področju misij, ki jih izvaja v tujini, izjemno cenjena in na izjemno visoki ravni. Spoštovani predsednik vlade, beseda je vaša. Hvala lepa, minister. Danes me je veliko veselje, da sem se sestal ne samo s predstavniki ministrstva, ampak predvsem s predstavniki Slovenske vojske in pa sistema za reševanje in zaščito. Tisto, kar lahko ugotovim, je, da je dejansko stanje v Slovenski vojski zelo dobro, še posebej v primerjavi s tem, kar smo poslušali v preteklosti. V zadnjih letih so se razmere temeljito spremenile, spremenile so se v svetu, spremenile so se zahteve, spremenile so se pa tudi zmožnosti. Par poudarkov, Slovenska vojska na eni strani seveda pomeni krepitev obrambnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, vendar to ni vse. Slovenska vojska se je ravno v preteklih letih, preteklem letu, če hočete, in v letošnjem letu pokazala kot nepogrešljiv element tudi pri civilnih nalogah. Nenazadnje govorimo o odstranitvi rezilne žice na meji z Republiko Hrvaško, govorimo na odziv v primeru naravnih nesreč, kot je bilo lansko leto požar na Krasu, oskrba Istre z vodo, letos pomoč pri poplavah, pri vseh teh naravnih nesrečah je bila Slovenska vojska nepogrešljiva in je dodala zelo pomembno komponento, ker pač razpolaga z opremo, ki je drugi v državi nimamo. Z opremo, ki jo lahko uporabljamo tudi v civilne namene. To je nekaj, kar ne smemo nikoli pozabiti. Poleg tega ima Slovenija, in to smo se danes ponovno prepričali, zelo dober sistem zaščite in reševanja skozi civilno zaščito. Jaz mislim, da je ta sistem ne samo, da je med najboljšimi v Evropi in svetu, ampak je to na nekaj, kar smo lahko upravičeno ponosni in ravno zaradi hitrosti in odzivnosti tega sistema smo bili v stanju konkretne intervencijske stroške zadnjih poplav in plazov na Štajerskem pokrit v 14 dnevih. To se ni zgodilo še nikoli do sedaj. Lokalne skupnosti so vedno čakale na pokrivanje intervencijskih stroškov in so vedno imele dilemo, ali bojo zmogle prebroditi intervencije takrat, ko pride do naravnih ujm. Dokazali smo, da z reorganizacijami tudi financiranja je to možno in da je to možno narediti takoj. In ko zajavimo to celoto, lahko vidimo, da so rezultati te vlade na področju Ministrstva za obrambo dejansko zelo dobri. Na to moramo biti ponosni, tega nima smisla skrivati, ravno obratno. In jaz verjamem, da bojo te reorganizacije, ki smo jim zdaj bili priča in ki še potekajo, dale tudi rezultate. In še čisto za konec, pogovor s predstavniki vseh kontingentov v tujini so mi dali odgovor na eno zelo pomembno vprašanje. In to vprašanje je bilo, katera pa je tista oprema, ki dejansko deluje zanesljivo. Katere so, če hočete, oklepna vozila, katera so topniška orožja, in Slovenska vojska danes ima v svoji sestavi zanesljiva, to je pomembno, zanesljiva orožja.
Sanjarjanje o nepreizkušenih orožjih, ki so se šli nekateri drugi, se danes kaže na konkretnih terenih kot samo sanjarjanje. Odločitev, da gremo z zanesljivo tehniko, pa tista, ki je pravilna in tudi cenjena med zavezniki. Te izkušnje, ki jih dobimo preko delovanja v tujini, na teh misijah, so neprecenljive ravno na tem področju. Ker eno je pogled politikov iz pisarn in drugo so izkušnje s terena. In v bodočih odločitvah bomo upoštevali primarno to. Podatke, ki jih bomo dobili z terena, neposredno od vojakov in ki bojo morali biti temeljni kriterij za odločitev o izbiri orožij in tehnike za naprej. Ta podatek je bil meni danes izjemno dragocen in sedaj imamo vse informacije, ki jih potrebujemo.